Vid voditelj na Radiu Robin. Pa da slišimo zdaj še enkrat tale smeh. Evo, samo enega znam, ta vedno upali. Na pašniku sta dve kravi, pa reče prva mu, pa reče druga jeben ti lik sem tela reč. Moraš vedeti, da ta moj smeh enima gre strašno na živce. In takrat še bolj, ne? Še bolj gremo po deblje. Ne, pa gled, jaz od srca smejim, ne? In to je smeh srca. Ja. Če se drugi ne znajo iz srca smejati, je to njihov problem. Pravilno. Salome, tebe smo spremljali že v mnogih šovih, v Masterchefu, v Kmetiji, no in to je to. To je bila recimo najbolj odmevna kmetija, ne? Tistega leta. To je bilo 15 let nazaj. In en trenutek se nam je tudi vtisnil spomin, dvoboj z Zlatojo, ne? Z njo ste se tudi večkrat spričkale. Ja, zato, ker je bila lena, ker ne zna kumpir očistiti, ker samo o tičih razmišlja in šla mi je malo na živce. Da ženska ne zna kumpir očistiti, je to malo smešno. To je malo tako, ne? Evo, bomo vprašali še njo, Latoja, kako se ti spominjaš odnosa Salome? Da ni bila tako prijazna, no, do mene. To se spomnim. Tako da noben ga ni maral, ampak jaz nisem bila taka, no, tako da mi je žal, da je prišlo tako do tega. Aha, kako pa recimo komentiraš tisto Salomejino izjavo iz Kmetije, da imaš skregani joški, ena je na Viču, druga je v Domžalah? Ma glej, a lahko jaz nekaj povem, ne verjamem, da imam toliko različne, ampak mogoče je takrat bil silikon, mogoče malo bolj trd in bi mogli iti na neke masaže. Tako da jaz bi pozdravila Salome, upam, da se ima lepo in upam, da ona nima skregane joške. Upam, da je ona popolna. Eno, nekdo ima nekaj ti zapovedati, pa prosim, poslušaj tole. Sem se veliko od nje naučil in definitivno je to oseba, katero vedno vprašam za mnenje, ko se gre glede česarkoli. Kdo je ta oseba? Kaj ste mu spremenili glas? Ja, smo spremenili glas, zato da ne bo prelahko. Kdo bi to bil? Miha Kavčič, ne. Miha Kavčič? Tomaž. Kdo bi pa drugi bil? Tomaž Mihelič. Tomaž Mihelič? Ja. Kje je še druga oseba, ki si jo omenila? Miha Kavčič. Miha Kavčič, tvoj prijatelj iz Londona, mimogrede, zdaj ga pozdravljamo v London. Miha, povej nam, kakšno anekdoto, ki si jo doživel Salome? Najbolj mene nasmejijo te nekakšne njene pozabljivosti. Ne vem, da enkrat je me klicala, da je izgubila kolo. Pa je pa na koncu ugotovila, da ga sam pozabila nekje, ona pa že celo tole iskalno akcijo naredila. Tako da včasih je tako malo taka ena kura brez glave. Ne? Kura brez glave, ne? Ja. Hvala, Miha. Jaz sem šla v Mercator in sem kupila stvari in sem šla domov. In čez 10 dni hočem kolo in ni kolesa in kličem v hišnika in na kamere in gledam in grem jaz s kolesom ali jaz se vračam brez kolesa. In se spomnim, da je pred trgovino bil 10 dni. Povej mi, kaj pa te pri Salome najbolj jezi, Miha? Ja, včasih je malo zaletava. Se mi zdi, da bi lahko včasih malo razmislila prijem kaj blekne. Samo ona ima res hiter jezik. No. Mi je všeč to, da je direktna, samo včasih je malo preveč. A si preveč direktna? Ne, jaz sem iskrena. Če se ljudje ne marajo iskrenih ljudi, ali jaz reč vidim, da se mi pove v facu to, kar se misli, nego za hrbtom. Odlično. In zdaj, če pridemo recimo k Salome domov, ne, na obisk, kaj moramo prinesti v vrečki, Miha? Definitivno kakšno hrano, sladkarije, če si kaj sam spekel. Definitivno mora biti noter kufe. Če imaš kaj iz vrta, če imaš kaj vložen, če imaš kaj tako, to bo z veseljem sprejela in bila res vesela. No, jaz sem se tega držal, tukaj imam eno vrečko, tudi vino je omenil, ne, pa 20 dek kafeta. Hvala lepa. Pa nekaj domača marmelada sem jo jaz kuhal. Je rekla mama, da lahko rečem, da sem jo jaz kuhal. V češpje. Češpljice. Ja. Evo, hvala, Miha, mama. Hvala, mama. Jaz dodam še komad, ki ga podarjaš. Kaj bomo slišali, Miha? Jaz sem zdaj pogledal en dokumentarc o Whitney Houston.
Tako da, če boste karkoli zaigrali od nje, vem, da jo ima ona ful rada, bo bila zvih vesela. Ama imaš rada Whitney Houston? Zelo. Kako se je zadrla? Veš enkrat. VIP voditelj vsako sredo popoldan na Radiu Robin.